Kopoljanci v spomina šmentano muho, ki so jo vlekli po klancu, novic strnejo vrste in za 3 ali 2 naznanijo slovo od pločevine, od smradu in tako Jana Trepše hrupa. Okn ne moramo niti odpreti, niti prezračne. Odpiramo v nedeljo zjutraj, ko je mir. To je nemogoče. Ker je prahu preprosto preveč in z njim je slikovita Milka Sušnik norčevanja. Fasada poka, pa smo novo naredili. Noter se trese, jaz ne vem. A mogoče vlada ve, oziroma te uslužbenci, kakšne krožnike pa to ne kupimo, da se ne bo vse tresel. Od težkih plačilcev, ki sodijo izključno na obvoznico, te pa ni, ker je pač zatejila oblast in z njo Direkcija za ceste z Gregorjem Fickom na čelu, ki je spisala vrsto sumljivih dvomnih razpisov, ker je sprejemala sporne odločitve in razpisi so padali kot zastavo. Krivci so torej, ne skriva Pavle Hafner, povsem razgaljeni. Ja, v prvi vrsti je kriv tle investitor, to se pravi DRSC, skupaj z našo občino. In zato je tu ulica in klic k odgovornosti Ficka in njegovega šefa, ministra Sama Omerzela, a ne enega, ne drugega v Škofjo Loko ni. Mislim, da je interes nekje drugje, da so stvari bolj zakomplicirane, kot navadni ljudje vemo. Ugiba Ivo Jelenco za kulisijo o domnevno vnaprej dogovorjenem poslu, saj naj bi Ficko gradnjo še pred razpisijo dal gorenjski gradbeni družbi Branka Žibrne, a škofjeloški župan Miha Ješe Ficka brani in tu je že njegov znani argument. Je odgovorna po vašem mnenju tudi Direkcija za ceste, da ali ne? Odgovorni smo vsi, ki smo vključeni v to zadevo. Potem pa so tu šila in kopita in še večja nejevolja meščanov, ker jih župan tudi nagovori ne, ampak jim dobesedno obrne hrbet, kot da mu ni mar za stisko. Čez cesto ne moreš priti, tak promet je. Še več, celo hoja po pločniku razgrinja Franska Finžgar je prava loterija in to dan za dnem. Zato Evropa hvala za razumevanje in ponujeno denarno pomoč, Slovenija pa brez dodatnega komentarja.